Vabim gospoda Marka Slapnika, ki bo predstavil svoj prispevek. V prejšnjem prispevku je bilo poudarjeno vodenje po poteh in zdaj bomo prav gotovo nekaj zanimivega slišali o interpretaciji, ki je tudi del vodenja. Hvala lepa. Lep pozdrav vam prenašam iz Zgornje Savinjske doline. V tem kratkem prispevku bom poskušal povedati, pokazati pristop k interpretaciji narave, ki smo ga v Logarski dolini nekako peljali pri prenovi poti po Logarski dolini. Naravoslovno-etnografsko pot so že pred več kot četrt stoletja zasnovali gozdarji kot gozdno učno pot. Pri tem so sodelovali Lojze Lipnik pod mentorstvom Marije Sodja Kladnik in pa profesor dr. Boštjana Anka in so zelo dobro naredili, ker še danes dobro služi svojemu namenu. Zasnovana je bila pa predvsem z namenom, da pomaga umirjati promet v Logarski dolini in usmerjati obiskovalce na tiste manj obljudene, manj obiskane kotičke. Seveda, z leti se je tej poti dodajalo še nekaj pričakovanj oziroma vlog, da nekako pomaga pri spoznavanju, pri predstavljanju zanimivosti in posebnosti te alpske doline, da spodbudi tisti občutek fizičnega in pa simbolnega približevanja goram, Kamniško-Savinjskim Alpam, da pomaga pri razmišljanju, pri tem, da obiskovalci nekako začutijo pomen gozdne krajine in pa začutijo ta prispevek sobivanja ljudi z naravo. No, po nekajkratni prenovi te poti je bila leta 2015 že potrebna kar konkretne prenove oziroma posodobitve, da kar je 2017. leta in potem še leto kasneje prišel v Logarsko dolino ali pa v Logarski dolini naredil svoje velik vetrolom. Poškodoval je velik del gozdov v Logarski dolini in pa seveda tudi pot. Zato je bilo potrebno začeti znova. Sanacija je potekala v več fazah, se pravi sanacija te gozdov na splošno, potem tudi poti. Načrtovali smo interpretacijo tega, kar je že obstajalo, z malimi spremembami. Naknadno smo pa načrtovali interpretacijo narave po metodologiji Interpret Europe, ki jo bom danes malo predstavil, pa še ni zaključena. To je pač tak proces, ki še poteka, ampak veliko tega je pa že narejenega. No, z analizo dediščine, deležnikov, interpretacijskih storitev smo ugotovili eno zelo močno navezanost domačinov na dediščino, tudi na to, kar je ob poti. In pa potem tudi en tak veliko potrebo po sistematičnem informiranju in usmerjanju obiskovalcev. Ker še vedno je velika večina ljudi, ki je prišla v Logarsko dolino, šla do slapa Rinka, odkljukala, se pofočkala in šla nazaj. Pot po Logarski pa ponuja še mnogo več. In o tem pričajo tudi tisti, ki so se sprehodili po tej poti. Usmerjanje obiska je nuja v Logarski dolini. Če je bilo prej rečeno, da turistov ni nikoli preveč, na določenih lokacijah jih je včasih občutno preveč. Posamezne lokacije v Logarski dolini so v teh konicah prezasedene. Nosilna zmogljivost posameznih lokacij je presežena in zato je treba nekaj narediti. Zato je ta pot zelo dobro koristila temu, da so se ljudje malo razporedili po dolini. No, z tem novim načrtom interpretacije poskušamo obiskovalce usmerjati ne samo zato, da bi se razporedili po dolini, pač pa tudi skladno seveda s terenskimi možnostmi, s conacijo v dolini, s preteklimi, več kot 25-letnimi izkušnjami oziroma odzivi domačinov in obiskovalcev, kako doživljajo pot, kaj si želijo na poti. Potem seveda z interesi lastnikov zemljišč in pa turističnih ponudnikov, ki jih v dolini ne manjka,
pa tudi glede na sugestije strokovnjakov. Ta pot ima tako večfunkcijsko vlogo v tem prostoru. In na vsak način želimo vsebine v poti po Logarski dolini interpretirati, predstavljati skladno s cilji krajinskega parka, ki so izobraževalni, vzgojni, cilji varstva narave, seveda tudi finančni cilji parka in domačinov, pa tudi tisti manj občutni, manj prepoznavni, emocionalni cilji navezanosti domačinov na to zemljo in pa tudi obiskovalcev, ki se vračajo, ki prihajajo v ta prostor. No, interpretacija je seveda način, oblika komunikacije, preko katere prenašamo, posredujemo razumevanje pomenov, smisla, vrednot tega, kar nosimo v srcu in pa odnosov do te dediščine. No in s pomočjo te interpretacije, ki jo je uveljavila, načina interpretacije, ki jo je uveljavila ta Evropska organizacija za interpretacijo dediščine, želimo obiskovalce in domačine spodbuditi, da sami iščejo poti do globljih pomenov, do tega, kaj je pa ta dediščina včasih pomenila, kaj je oljcarska bajta pomenila tistim oljcarjem, ki so tam živeli v njej, kaj pomeni lastniku in kaj pomeni meni, ki se kot obiskovalec sprehajam po tej poti. No in pri tem, ko raziskujejo, želimo, da tisto, kar vidijo, nekako spremenijo v doživetja. Da doživijo na tak pristen način, da se jim to vtisne v srce. Ker samo na tak način bodo to nosili s sabo. Želimo spodbuditi to resonanco, to nekako sodelovanje, željo potem, da postanem del tega, kar vidim, kar doživljam. In pa želimo spodbuditi, da obiskovalec začuti, jaz bi pa lahko tudi nekaj prispeval, želim nekaj prispevati k temu, da se ta dediščina ohrani. Tule, ali pa ne tule, tudi pri nas doma imamo nekaj podobnega. Želim, da se to ohrani. Nekaj bom naredil za to. Se pravi, ta pot lahko prispeva tudi k temu, da se gostje boljš počutijo in da povežejo to, kar vidijo, kar doživijo s svojim okoljem. No, naravoslovno-etnografska pot ali kar pot po Logarski dolini, kakor jo zdaj imenujemo, je dolga 7 kilometrov. To je za eno tako učno pot, kot bi rekli, predolgo. Imamo pa, ni krožna pot, ima pa kar nekaj dostopov, možnih dostopov in možnosti krajših krožnih poti, zato smo to pot razdelili v 5 tematskih sklopov. Na tej poti obiskovalce pričakajo zanimivosti, ki jih lahko vidite nekaj na slikah. S tablami, z mobilno aplikacijo poskušamo obiskovalcem nekako usmeriti pozornost, veliko te pozornosti pa usmerijo vodniki, animatorji, interpreti, ki s svojim načinom vodenja po principih interpretacije dediščine, gozdne pedagogike, metode tekočega učenja in še kakšni, pomagajo ljudem, da lažje doživijo tisti pristen stik s tem okoljem. No in teh 5, ne bomo vsega brali, teh 5 vsebinskih sklopov smo poskušali opisati v kratkih stavkih. Vsak vsebinski, ta tematski sklop, ima nek svoj pozicijski stavek. To je kratka misel, ki povzame bistvo tega dela poti. In ti pozicijski stavki se povezujejo, prepletajo med sabo in spletejo en venec, eno zgodbo, ki jo opišemo z glavnim pozicijskim stavkom, ki pravi, da Logarska dolina ni tu zato, da bi jo spreminjali, ampak da ona spremeni nas. In s to zgodbo želimo doseči ne samo spremembo v krajini oziroma predstavljanje te krajine, pač pa tudi spremembe pri naših obiskovalcih. Vsak tak tematski sklop oziroma delček poti ima pa več točk. In za vsako točko posebej smo razmislili, kako naj bo infrastruktura postavljena, da bo koristila našim ciljem, da bo usmerila pozornost oziroma pogled naših obiskovalcev. Kako naj zastavimo interpretativno vodenje, da bo čim bolje tisti ciljni skupini predstavila to temo.
kako jo bo čim bolj potegnila v zgodbo. Kaj lahko pri tem stori interpretativna tabla? Ne more vsega. Kakšno stvar pa lahko doda. Kako bo mobilna aplikacija nadgradila to, kar piše na tabli, če se kdo sam sprehaja. V glavnem, veliko razmisleka je potrebnega vzadaj, da potem nekaj malega pa vseeno nastane in morda subtilno usmerja doživljanje obiskovalcev. Potem tudi, kaj naj v tiskovini preberejo obiskovalci, da bodo potem doživeli, oziroma da bodo želeli doživeti še kaj drugega in kakšne didaktične pripomočke je smiselno uporabiti, pa kakšne je možno uporabiti na tej poti. Seveda, ves ta razmislek glede načrtovanja interpretacije gre v tej smeri, obiskovalcem želimo omogočiti doživetje. Zato so na vsakem tem delu poti tudi kakšne atrakcije, kakšni wow efekti, wow elementi, momenti, da ko prideš tja rečeš, wow, tega še pa nisem videl. To si pa želim. Saj veste, v gozdu je nemogoče vse načrtovati. Tu pa tam se pojavi še kakšen wow efekt, ki ga nisi načrtoval. To boljš. Želimo, da s pomočjo teh interpretacijskih storitev, ki smo jih načrtovali, s pomočjo teh univerzalnih človeških vrednot, ki jih skušamo spodbujati skozi te pozicijske stavke, želimo, da ljudje pridejo do neke gradacije, da doživijo to gradacijo od doživljanja k razumevanju. Od razumevanja k spoštovanju in od spoštovanja k varovanju. To gradacijo je opisal že Freeman Tilden, začetnik tovrstne interpretacije. Se pravi, ko nekaj doživiš, je samo malo še potrebno, da to razumeš. Mogoče kakšen namig. Ko nekaj razumeš, pa če res si se poglobil v to, si zelo blizu, da boš to tudi spoštoval. In ko to spoštuješ, še malo kakšen namig, kakšno sugestijo dobiš, pa tudi jaz bom nekaj prispeval za to, da se to ohrani. In to je namen naše interpretacije. Seveda je pa dobro, da se izpostavijo tudi take teme, kot je ideja trajnosti, ki je pravzaprav prepletena skozi celotno vodenje, skozi celotno urejanje tudi te poti po Logarski dolini. In pa odpiranje dialoga. Zato, da obiskovalci, ko pridejo, se počutijo nagovorjeni, ko se srečajo z vodniki, z domačini, skozi te lokalne teme, skozi zgodbe, skozi doživetja, pride do sproščenega dialoga, do izmenjave mnenj in nekako se začutijo, da so del tega miselnega konteksta in s tem pridobimo tako posamezniki, kot tudi skupnost. In pri razmišljanju o interpretaciji dediščine je zelo pomemben tudi tale stavek. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, Marko, za lepe spodbude.